Joj, ta šola nadaljava, sita sem že. Hvala Bogu, da bodo kmalu božične novoletne počitnice. Ampak res, komaj čakam. Res, ker sem že ful zmatrana. Eliza, kaj ti sploh veš, katere praznike bomo praznovali? Itek da vem. Božič, dan samostojnosti in enotnosti, pa še novo leto. Tako je. Kateri praznik bo pa prvi? Božič, a veš, da je to zame najlepši praznik v letu? Kakšen praznik pa je Božič? Verski, ker se kristjani takrat spominjamo rojstva Jezusa Kristusa, pa še božiček nas obišče. Nija, Kaj? misliš, da bo letos sploh prišel božiček? Se ne smej svojo občino. Joj, Eliza, no. Ak ti si pa res hecna. Kako lahko sploh na kaj takega pomisliš? Itak, da bo prišel, se zakaj pa ne bi, se vsako leto pride. A ja, občina, ja. Neč, se bo pa prešvercal. Kaj pa je to zanka? Meni je tudi Božič najlepši praznik. Zato ga preživljamo prosti čas z družino. Pojemo božične pesmi, si kdaj kaj zaplešemo, zaigramo na kakšen inštrument, se oblečemo v božične pižame, popijemo kakav s penicami, gledamo božične filme. Res je lep dan. No, Eliza, sedaj pa si pogledajmo, kako se drugi otroci pripravljajo na praznike. Zima je prišla, sneg leti z neba, je puščava zemlja vsa. Mraz prihaja z njo, hud možak je to, nam pa nič hudo ne bo. Mrazek prava reč, mi gremo za peč, pa ne moreš nam nič več. Zima z belo glavo kima, kdor obleke nima, naj pri meni se zglasi, takoj pomeri jo dobi. Siva rogovila se je oglasila, milo je prosila, bel klobuček rada bi in halico na gumbe. Ferilanček, božiček, naj sijejo zvezde, močno naj žarijo, prihaja božiček, svojo kočijo. Postavimo jelko, jo spet okrasimo, prižgemo se lučke, ko šel bo tot mimo. Prinaša darove, ima sporočilo, ljubezen je naše najlepše darilo. Bom pesmico o Snežinki. Snežinka najprej pride prva in druga že sledi, pa tretja in četrta, še peta prihiti. 1, 2, 3 se v belo pokrajino obleče, Snežinka majhna nežna je velik košček sreče. Dreaming of a white Christmas, just like the
praznik pa sledi Božiču? 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Kaj več o tem pa nam bodo povedali Luka in drugi otroci. 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Letos praznujemo 30 let, odkar smo se Slovenci odločili, da želimo živeti v samostojni državi Sloveniji. Ampak pot do te samostojnosti je bila dolga in burna. Leta 1989 je med Slovenci dokončno dozorela želja po samostojnosti. Tako je tega leta nastal nov narodni program, imenovan Majniška deklaracija. V njej so Slovenci zahtevali, da Slovenija postane samostojna država. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo: prvič, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Drugič, kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. Tretjič, glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, na demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, in na družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Hvala. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. 23. decembra leta 1990 smo Slovenci izvedli plebiscit. Plebiscit izvira iz latinske besede sklep ljudstva. Ljudstvo na glasovanju odloča, kateri državi bo pripadlo oziroma ali bo ozemlje postala samostojna država. Volilci so takrat odgovarjali na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Rezultati plebiscita so bili znani 26. decembra, zato je bil ta dan imenovan kot dan samostojnosti in enotnosti. Kot dan samostojnosti zato, ker smo se odločili za samostojno državo. Kot dan enotnosti pa zato, ker smo Slovenci pokazali največjo stopnjo enotnosti v svoji zgodovini. Za državo Slovenijo se je takrat ob 93% volilni udeležbi odločilo kar 88% volivcev. Ja, zelo pomembno obletnico praznujemo letos. Zato je prav, da na dan samostojnosti in enotnosti na naših oknih zaplapolajo slovenske zastave. Slovenija, moj dom, brez mej, ker nosim te seboj, ker rod je moj, ker sin je tvoj, dan si Slovenija. Ivan Cankar je napisal: O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bojo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Pusta leže tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Na zadnjem je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme tržaške obale, ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim. Srce vstrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljana oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja.
Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje. In zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo. Njive, gore, biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je. Ker podiham, dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, njena slona vina. In kot pesem polni, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njeno plod. V njo se polni, je moj smeh in A veš, Eliza, kaj pa je meni tako lepo pri teh praznikih? Kaj? To, da si voščimo toliko lepih stvari. Tu želim obilo sreče. Delite jo naprej in s tem osrečite še druge. Srečanja v živo s sošolci, da bi se z njimi poigrala in kaj lepega povedala. Naj bo novo leto polno zdravja, ki prihaja iz miru. V srcu in duši, iz smeha in ljubezni ter zdravega telesa. Želim si, da med ljudmi zavladata mir in razumevanje. Naj bo v novem letu veliko časa za druženje s prijatelji in veliko priložnosti za spoznavanje novih. Naj nam novo leto daje priložnost, da doživimo veliko lepih trenutkov. Naj v novem letu ne mine dan brez toplega objema v družini. Želim si, da učiteljem nikoli ne bi zmanjkalo potrpežljivosti pri delu z nami učenci. Upamo, da se bodo po novem letu odprle vse šole, trgovine in vsa podjetja in tudi vse ostalo. Med temi prazniki in v novem letu bodimo prijazni drug do drugega, tako bo vsak dan lep. Življenje naj bo polno novih, norih in navihanih dogodivščin, saj ga bomo le tako obarvali in obogatili. V prihajajočem letu želim več medsebojnega razumevanja, brez razprtij in sporov. V novem letu naj bo več priložnosti za skupne trenutke z družino. Novo leto naj prinese več zdravja med ljudi, da bomo lahko šli v šolo v naravi, kjer bomo brezskrbno uživali. Želim si daljših odmorov, da se bomo lahko dlje prosto igrali s sošolci, ko se bomo vrnili v šolo. Adijo. Želim si, da bi bili vsi uspešni. Mi učenci pa, da bi se veliko naučili in dobili dobre ocene. Dragi učenci, dragi zaposleni na osnovni šoli Šmarjeta, spoštovani starši, lepo pozdravljeni. December je pred nami, oziroma konec decembra. Mesec, ko se leto konča in ko pričakujemo novo leto. Mesec, ko delamo analize za nazaj in se sprašujemo, kako bo naprej. Leto, ki je za nami, je bilo posebno. Leto v znamenju virusa COVID-19, ki nas je vse presenetil, marsikoga tudi prestrašil. Leto, ko smo se morali boriti, bi lahko rekli, za svoje zdravje, ko smo se morali naučiti, priučiti in navaditi določenih novih načinov in življenjskih razmer.
To je bilo leto, ki je bilo posebno tako za učence, vas starše in učitelje. Leto, ko smo se srečali z izobraževanjem nadaljavo. Leto, ko so si učenci pridobivali znanja preko šolanja nadaljavo, preko pouka nadaljavo in ne to samo tista znanja iz letnega delovnega načrta, ampak tudi znanja iz računalniška znanja. Leto, ko ste vi starši bili poleg tega, da ste starši tudi v vlogi učiteljev, ko ste spoznali, da učiteljevo delo ni lahko. Leto, ko so se učitelji srečali z novimi izzivi poučevanja nadaljavo, z izzivom novih metod in oblik dela, z izzivom, kako motivirati učence in jim dati kar največ. Reči moram in čestitati vam moram, da ste vsi, tako učenci, učitelji kot starši, to delo opravili zelo dobro. In pogled naprej, mogoče so mogoče nejasno, kakšno bo leto 2021. Ampak ne glede na to, da je virus še vedno med nami, ne glede na to, da se lahko tudi nadaljuje šolanje nadaljavo, si želimo najprej, da bi se učenci 4. januarja vsaj del njih vrnili v šolo. To je ena velika želja vseh nas. Komaj čakamo, da se bojo naše šolske klopi zopet napolnile z živžavom. Hkrati pa želimo, da je leto 2021 leto polno zdravja, veselja, radoživosti, leto, ko boste vsi dosegli in izpolnili svoje želje in leto, ko boste rekli na koncu, bilo je uspešno, bilo je dobro leto. V teh dneh praznuje tudi naša država. Še vedno lahko rečemo, da je mlada. Tudi tej državi želimo srečno. Želimo, da bi bili naši državljani in vsi mi strpni, da bi se spoštovali med seboj, da bi bili resnicoljubni in da bi bile naše odločitve realne. Seveda ne gre brez pozitivne energije. In vse to naj bo zavito v čarobnost nesebičnosti in odločnosti. In na koncu, srečno v leto 2021 ter miren in lep Božič. In smeh v očeh. Iskreno želim vam teh prazničnih dneh, da zdravja in srečnih dogodkov nešteto vam obilju nasulo bi novo leto. Thank you.